Veliko smo o vas lahko brali, slišali, pa še zmeraj ostajajo vprašanja, ki so aktualna, odgovori pa vedno navdihujoči. Kot smo že torej slišali, poznani ste kot odličen vodja, ki dela z dušo in z užitkom. Okoli sebe ste zgradili veliko družino, kot sami pravite, zaposlenim, z dobrimi odnosi, kar je danes izjemno pomembno. Že podatek, da ste več kot 800 letal, ki so prišla iz proizvodnje podjetja Pipistrel, prvi in sami testirali, pove, da ste zaupali svojim ljudem, ki so ta letala sestavljali. Kako ste jim pravzaprav zaupali, oziroma če nam lahko predstavite nekaj teh vaših izkušenj, kako vodite zaposlene, kako vzpostavite to obojestransko zaupanje? Pravzaprav, kje ste se naučili voditi ljudi? Ker ne nazadnje, ste bili pri vodenju ljudi vedno uspešni. So vas mogoče zaposleni kdaj razočarali? So pač šli svojo pot, ste verjeli v njih in ste morda se na neki točki razšli? Ja, hvala prvo za povabilo. Jaz svoje izkušnje zelo rad delim. Na vas je pa potem seveda, koliko me poslušate ali koliko me boste pa tudi slišali. Tako da to ne bi nobenemu rad vsiljeval tega, kar boste danes slišali, in vzemite to kot eno od možnosti v razmisleku potem pri vašem delu. Jaz sem eden redkih ljudi na tem svetu, ki lahko reče, da mu je večino življenja bila služba hobi in hobi služba. In zaradi tega sem imel to srečo, da mi je bilo zelo lahko delati ekipovsko okrog sebe, ker vsi, ki so prišli iz tega navdušenja nad drugačnim letenjem, ko smo ga takrat začeli z motornimi zmaji, to je bilo takrat prepovedano. Tukaj izhaja tudi beseda pipistrel, to je netopir po latinsko, oziroma po latinsko pipistrelus, ker smo leteli zvečer, ko je bil hangar zaprt, drugače smo bili nelegalni, in na večernem nebu je bila oblika zmaja zelo podobna netopirju in so nas ajdovci začeli pač klicati Boscarolovi netopirji in tako. Pol, ko smo začeli to delati, smo morali pač eno blagovno znamko narediti in smo jo naredili, ker smo vedeli, bomo najprej proizvajali za Italijo, ker v bivši Jugoslaviji je bila najbližja meja to. Tako da vsi ljudje oziroma vsi prvi zaposleni, pa tudi dost kasneje, so izhajali iz tega področja, ali piloti, ali ljubitelji letalstva, in smo od začetka gradili to zgodbo na zelo enakih temeljih. Nikdar nisem bil neki direktor, nikdar nisem bil neki vodja, ampak sem bil eden od mnogih. In pol, ko je to organsko raslo, sem enostavno ta koncept peljal naprej. Jaz nisem, mene nobeden v podjetju nikoli ni vikal, mene v podjetju nikdar nobeden ni razumel kot šefa, ampak kot enega izmed njih. In tudi, ko je prihajalo do idej, tudi, ko je prihajalo do nagrad, tudi do plače, jaz nisem imel nikdar najvišje plače v podjetju, ampak so imeli tisti, ki so si jo bolj zaslužili višje od mene. Tako da, ampak zaradi tega smo pa ustvarili res en tak odnos, da so zaposleni razumeli, da ustvarijo zgodbo tudi zase, ne zame, da če je kaj narobe s produktom, sem jaz tisti prvi, ki ima lahko težave, ali pa naš kupec, in potem, če je konc s podjetjem, imamo vsi težavo. Zavedali smo se, da je tisto, kar imamo, pomembno za nas vse. Mi nismo nikdar imeli ene ključavnice in 33 letih nismo imeli ene kraje, ampak tudi vse, kar smo dosegli, vse nagrade, tudi to, kar je bilo danes omenjeno, 1.300.000 v Ameriki, kar je višja nagrada kot Nobelova, najvišja v letalstvu, sem vedno delil z vsemi, in to v enakem znesku. Čeprav so včasih kakšenkrat inženirji malo povihali nos in so rekli, pa saj smo mi to razvili, ne. Pa sem rekel, ja, ampak šofer je pa kontejner peljal do pristanišča, in če bi ga zvrnil, letalo ne bi prišlo v ZDA in ne bi zmagali, ne. Tako da, jaz sem vedno imel to logiko, da zgodbo ustvarjamo vsi, in če smo vsi za njo odgovorni, potem se tudi drugače obnašamo do rezultatov in do tistega, kar delamo.
in potem ustvariš dolgoročno zgodbo in potem vidiš, da je lahko to, ne vem, ena socialna varnost morda zate ali pa tudi za partnerja, ne vem, otroke in tako naprej. Počasi pridejo cele družine in potem, če vidiš, da je kemija, pol je tvoja naloga kot lastnika, da se potrudiš, da ustvariš take delovne pogoje, da so motivirani ostati. Ker veste, zlasti za mlade, danes plača ni vse. Ne? Je pomemben uspeh, ne? Je pomembna možnost hitrega napredovanja, je pomembno tudi to, da verjamejo v družbo samo. Mi, Pipistrel, je ena redkih družb, ne samo v Sloveniji, tudi širše, ki nikdar ni poslovala v 33 letih z izgubo. Ne samo to, vsako leto je bilo boljše od prejšnjega. Tudi v letih najhujših kriz, korone in tako naprej, smo imeli največjo rast, ker smo pobrali tudi delo od tistih, ki na krizo niso bili pripravljeni. Tako da na prste 4 rok recimo lahko naštejem ljudi, ki so iz Pipistrela v 33 letih šli stran. Ne? Jaz sem pustil Pipistrel kot večinski lastnik z 230 ljudmi, danes jih je že skoraj 500 sicer po letu in pol, ker lastnik, s katerim sem poročil Pipistrel, jaz ga nisem prodal, ne, ampak pravi, da sem ga poročil, izpolnjuje vse, kar je obljubil. In če naredite en tak sistem, ki potem funkcionira, tudi ko vas ni, ne, ker se ljudje odgovorno obnašajo do tega, pol je bistveno lažje pričakovati tudi rezultate in lahko narediš z majhno ekipo to, kar te veliki z veliko ekipo ne morejo. In pazite, Textron, ne, novi lastnik, je korporacija, ki združuje 27 podjetij, 30 000 zaposlenih, ampak do danes niso spremenili v podjetju še nič. Moj sistem vodenja, vsi team buildingi, to, da se ob 3 zaklene in se vklopi alarm, ker v našem podjetju nikdar nismo smeli delati nadur, ker sem hotel, da grejo ljudje domov in da imajo nekaj od svojega življenja. Vse to so obdržali, vsi vodilni so obstali isti, samo en človek iz Amerike je tukaj, pa še ta ni ves čas. Torej, ko narediš sistem, ki sam sebi zaupa, ki je zgrajen na tradicionalnih vrednotah zaupanja, poštenja, pripadnosti in tako naprej, pol je zelo enostavno peljati podjetje. Hvala. Se vem, da je smešno, ampak tako je. Ampak kljub vsemu, ne, tudi v življenju tako uspešnega podjetnika, kot ste sami, ne gre vedno vse zelo gladko. Življenje vas je naučilo, da se nič ne zgodi slučajno, kot pravite sami, vse se zgodi z nekim razlogom. Porazi so za vas naložbe, da delate še bolje, da vas dvignejo s tal, zbudijo iz zaspanosti. Nobenega poraza na dolgi rok torej niste šteli za neuspeh. Zdaj pa, če vas lahko še mogoče citiram, kot ste rekli, v vsem, kar se mi je v življenju zgodilo, če tudi se mi je takrat sesul svet, sem čez čas našel nekaj dobrega. Vse neuspehe sprejemam. Ampak vprašanje pa je, a vas ni bilo nikoli na tej poklicni, karierni poti strah, da ne boste zmogli, da ne boste znali? Torej so v bistvu padci nujni, da je ta vzpon mogoč ali pa da je na koncu še slajši. In s kakšnimi pristopi ste v prvi vrsti navdihovali in motivirali sebe, potem pa še seveda zaposlene? Ja, veste, mi smo bili v industriji, kjer je bila najpomembnejša informacija zjutraj ob 4, navadno začnem še zdaj moj urnik, da sem pogledal maile, ali se kje kaj zgodilo ali ne. Torej, stres oziroma padci, neuspehi so bili lahko na dnevnem redu, vendar v letalstvu je vedno tako, da se zakoni pišejo s krvjo. Ne? To, kar se je nekomu nekaj zgodilo, na podlagi tistega je treba narediti sistem boljši, varnejši, da se potem ne bi zgodilo. In zaradi tega se enostavno naučiš razmišljati tako, da hvala Bogu, da se je to zgodilo, ker si mogoče pošparil, ne vem, toliko življenj in tako naprej. In jaz dejansko verjamem, da se v življenju ne zgodi nič slučajno.
In ko gledam tako nazaj, tudi nobene stvari ne obžalujem, tudi največjih napak ne, naredil sem ogromnih napak, ampak res sem se z vseh veliko naučil. In treba je pa gledati naprej, ne. Jaz sem po horoskopu sem oven, ne, oven ima vedno prižgane dolge luči, ga ne briga, ali one zadaj štop luči gorijo ali ne. In da noben zid ni tako debel, da ga z glavo ne bi mogel prebiti. In to je tista filozofija potem, ki jo lahko deliš z drugimi, ker če hočeš motivirati kolektiv, moraš najprej biti prepričan vase. Če nekdo ni prepričan vase, potem težko prepričuje druge. Ne? Včasih se je težko prepričati, ampak če si dal to poslanstvo, da si vodja, potem moraš to pri sebi razčistiti. Ljudje, ki niso dovolj prepričani vase, niso nikdar dobri vodje. In če kolektiv vidi, da imajo močnega vodjo, potem tudi vrača. Ljudje smo gledalca, veste, to, kar damo, to dobimo. Ne? In zaradi tega je treba pač si zorganizirati tudi življenje dostikrat tako, da se stalno učiš, da stalno sprejemaš nova znanja, da lahko ne samo pariraš, ampak lahko vsaj komentiraš in spremljaš to, kar pričakuješ od kolektiva, da bo naredil. Poudarjate torej lastno znanje in pa razvoj, izobraževanje zaposlenih ima pravzaprav več blagodejnih vplivov tudi na samega delavca in pa na splošno seveda potem torej tudi podjetje, ustvarja neko dinamično, učno okolje. Se vam povedala, da je človek tisočerih interesov in pa znanj. To gre vedno zanimivo. Tako da torej ustvarja neko dinamično in pa učno okolje tudi, v katerem se pravzaprav spodbuja to, kar vi v podjetju počnete, inovacije, izboljšuje se usposobljenost zaposlenih, povečuje njihovo zavzetost, samozavest, krepi se pripadnost. Kako pa vi v podjetju, najprej še potem prej Pipistrelu, ste prepoznavali posameznike, ki so bili pripravljeni se usposabljati, izobraževati ali samo izobraževati, in kako ste jih pri tem spodbujali in pa podpirali? Torej, letalo je izredno kompleksen proizvod. Najbolj enostavna letala, ki smo jih delali, so imela več kot 5000 sestavnih delov, nekih 90-95 kompleksnih sistemov in tako naprej. In potrebnih znanj je sigurno veliko. Dandanes zelo vzpodbujamo znanje na določenih področjih. Morda malo manj vzpodbujamo širino znanja, kako se ta specifična znanja potem integrira v nekaj, kar potrebujemo. Jaz sem vedno zaposloval, in tudi moji kolegi bolj seveda, ljudi, ki so se prvo videli v kolektivu, ki so bili nekonfliktni, ki so bili povezovalni in seveda, ki so imeli določena znanja. Ker, veste, če tretjino življenja preživimo v nesrečni službi, potem imamo zelo velike težave, da imamo na dolgi rok ali kakorkoli težave tudi doma in tako naprej. Tako da najprej sem gledal, da imamo homogene kolektive. In homogen kolektiv lahko doseže bistveno več kot vrhunski znanstveniki, ki ne komunicirajo med sabo. Imel sem seveda potrebe po znanjih, raznoraznih, vendar sem pa želel dobiti vedno, če se je le dalo, juniorje, to se pravi mlajše, ki so se pri nas kalili in videli motivacijo, tudi nadgradnje, napredovanja, z par seveda seniorji, ki so jim dali izkušnje. Tako sem vedno koncipiral tudi ekipe pri sebi. Veste, danes mladi pričakujejo od službe drugačne pogoje, kot je bilo to včasih v mojih časih. Plača, ki zagotavlja normalno življenje,
da pride do neke nepremičnine, stanovanja, da lahko gre 2-krat na leto na dopust in tako naprej. Ja, je pomembno. Vendar danes mladega ne kupite sam s plačo. Če bi se to zgodilo, pol bi 3/4 pipistrela šlo v Ameriko s trebuhom za kruhom, ker bi imeli 5-krat više plače kot pri nas. Danes mladi pričakujejo tudi izziv, danes mladi pričakujejo motivacijo, danes mladi pričakujejo hitro napredovanje v službi, če so motivirani in ambiciozni. Mladi danes pričakujejo, da bojo razumljeni, da bojo spoštovani, ker imajo možnost izbirati službo kjerkoli po svetu. In grejo in iščejo toliko časa, da jo dobijo. Šola danes, zlasti pri nas, uči določena znanja, ampak tako hitro, kot se ta svet vrti, mladi, ki danes zapuščajo srednje šole, pa tudi faks, 70% sem prepričan ali pa več tega znanja ne bojo nikoli potrebovali. Ker se zadeva tako hitro vrti, da bojo potrebna nova znanja, ki jih morda danes niti ne poznamo. Zato sem iskal, če se je le dalo, kader, mi smo dobili ogromnih, seveda, prijav in tako naprej, ampak sem vprašal, da sem videl, iz kakšne, bom rekel, univerze prihajajo ali pa iz kakšne šole in kakšno širino znanja je ta šola dala maturantom oziroma diplomantom, doktorskim in podoktorskim študentom. Ker veste, danes je vse svetovno znanje na dosegu leve tipke na miški. Vse. Vse doktorske dizertacije, vse. Rabite vedeti, kako doma naredite atomsko bombo, to je na spletu. Kar mora šola dati, je pa širina in znanje, kako vse to znanje, kako do njega prideti in ga nadgraditi za tisto, kar ga bomo v bodoče potrebovali. Jaz sem se celo življenje učil, jaz sem študiral ekonomijo, potem sem 10 let živel od fotografije in tako naprej, ampak na koncu sem se končal s tem, da sem se učil, kaj je to elektron, kako funkcionira litijeva baterija in tako naprej. Danes mladi vedo, ne rabimo učiti, da se bojo morali učiti vse življenje. In da je možnosti, kako bojo svoje znanje prodali, vsak dan več in zavedajo se tudi, da polno poklicev, ki danes, bom rekel, krojijo še naš vsakdan, bo jutri zamenjala umetna inteligenca in drugi, bom rekel, konkurenti njihovemu znanju. Mladi so danes zelo dobro informirani, zlasti generacija Z, kaj jih pričakuje. In tukaj se bojim, da je dostikrat šola en omejujoč faktor oziroma ena zavora pri njihovi širini razmišljanja. Pa to ni povsod, veste. Jaz sem prej povedal primer od enih mojih sorodnikov. Starši so se preselili v Abu Dhabi, v Emirate, pa rečemo, Arabci in tako naprej. In tam mladi hodi v 4. razred v osnovne šole in so bili na počitnicah in so rekli, moramo iti domov, ker imamo ta teden izbir predmetov za 5. razred. Sem rekel, kako pa to izgleda? Ja, pravi, veš, imaš nabor 300 predmetov in pol se z otrokom se zmeniš, kakšne predmete bo drugo leto delal. Vsak predmet ima določeno število točk, toliko število točk moraš brati. In zdaj naš ta mali zelo rad igra nogomet, zanima ga tudi igranje nekega inštrumenta, zelo je ekološko usmerjen, v računalniku je dobro in tako naprej. In so izbrali nabor predmetov, ki bi tukaj bi jih lahko 3/4 ali pa 1/3 poimenoval kot šport, druge kot neke družabne igre ali karkoli, ampak to je tam predmet. In če vi mladega zmotivirate na tak način, potem bo tudi rad šel v šolo. Pol bo manj manjkal, ker bo šel v šolo po tisto znanje, ki ga potrebuje, ki ga pričakuje in ki ga tudi veseli. Tukaj bi morda bilo tudi kakšno zareč na kakšnem drugačnem nivoju kot tukaj, ampak glede na to, da ste ravnatelj in tako naprej, morda imate tudi kakšno priliko povedati, kaj ki drugje po svetu delajo.
in kako spremenijo šolski sistem, da pripravljajo mlade za tisto obdobje, ki prihaja, ko se bodo borili z drugačnimi pogoji v službah na trgu, da se bodo znali prodati. Ja, kljub vsemu, ne, pa torej v tem razmišljajočem svetu ali pa različnih delih sveta smo mi danes nekaj že slišali v enem izmed referatov, kako se slovenski šolski sistem kljub vsemu mora začeti prilagajati, ampak vseeno pa ne moremo mimo teh tradicionalnih vrednot, ki jih imamo in ki jih tudi vi recimo na nek način gradite svoje ekipe na tradicionalnih vrednotah, spoštovanju drug drugega, poslušanju, odgovornosti. Ves čas govorite tudi uspešnost, vendar ne na račun drug drugega. Dobiček ni tako pomemben, kot so pomembna naše tradicionalne vrednote. Na drugi strani se pa srečujemo z temi medgeneracijskimi razlikami, ki ste jih ravno že omenili in o katerih smo danes že tudi govorili. In Filozofska fakulteta v Mariboru je v lanskem letu naredila tudi raziskavo, da mladi med 15 in 29 letom v Sloveniji, kot pravijo, so povprečno celo bolj aktivni, kot so bile prejšnje generacije, ampak so pravzaprav bolj osamljeni, z drugačnimi problemi, kot so bile generacije pred njimi, ampak so pa okoljsko bolj zavedni, manj so pa kolektivistični, bolj egoistično naravnani, kot so jih torej tudi opredelili, občutijo pa več stresa in več strahu pred neuspehom. Kako torej delati z temi novimi generacijami pri nas in pa kako vključiti torej zasnovo uspešnega poslovanja te vrednote današnjih mlajših generacij. Potem se pa seveda še soočamo z šolskim sistemom. Tukaj danes vas je kar precej že v zrelih letih in dajte se, ja, vse prav, da rečete, govor zase, ja, ampak dajte se malo spomniti nazaj, kdaj se je začelo govoriti o stresu? Ne tako dolgo nazaj, ne? Desetletje, dve in tako naprej. Dajte, jaz sem prepričan, da je se stres začel pojavljati z odtujevanjem med ljudmi, z samotnostjo, z manj pogovora, z manj komunikacije in tako naprej, ne? Vsa čast in slava temu, ne? Ampak ima toliko negativnih stvari, ki se odražajo pri nas. Veste, jaz sem človek tehnike, ne? Ampak jaz sem prvi rekel, da moramo začeti, in to zdaj, ko sem dobil še ta doktorski naziv, se zdaj zelo resno pogovarjam, da bom naredil en predmet, en semester rehumanizacije. A veste, dejstvo je, da če ne bomo začeli mladih učiti, kaj je humanost, da se ne bomo več spraševali, ali znamo še pismeno pisati, tiskane črke in tako naprej, ampak komuniciramo samo še smeškoti in s fotografijo poslati in tako naprej. To vodi v osamljenost, to vodi v stres, to vodi v samomore, to vodi v vse to, kar se danes dogaja, ker smo družbeno vedno bolj odtujeni, ne zanima nas drugega kot komunikacija z displejem in z nekom virtualnim, ki je na drugi strani. To je tisto, kar bi lahko danes šola delala. To mislim, in tukaj zelo resno mislim, da je to seveda na prvem mestu naloga družine, na drugem mestu pa naloga kolektiva v službi. Ker v teh 8 urah lahko komuniciraš, lahko si, bom rekel, ustvariš eno okolje, kjer se počutiš fajn, lahko pa komaj čakaš, kdaj boš odprl telefon in spet komuniciral z nekimi SMS in tako naprej in te sploh okolje ne briga več. Zato sem jaz zelo velik pristaš tega, da se racionalizira, ne bom rekel omeji, ampak racionalizira vseh teh elektronskih, bom rekel, medijev, zlasti v nižjih ali pa v šoli in tako naprej. Nekatere države že to delajo, so spoznale, ker osebni odnosi
in tudi, bom rekel, zadovoljstvo vseh nas začne pri pristnosti komunikacije. In če je ta komunikacija brezosebna, in tukaj seveda ima tehnologija zelo velik greh, ne, ampak vsaka inovacija je tudi destruktivna, nažalost. Tukaj morate vi, ki imate to poslanstvo, se tega zavedati. Koliko sistem dovoljuje, omogoča, da lahko na tem kaj spremenite, dejte, ker s tem pomagamo generaciji, ki bo drugače izgubljena. Zelo, zelo resno to mislim. Ja, tudi to smo že slišali danes, da v bistvu velikokrat delodajalci pričakujejo to, kar mladi bi naj prinesli od doma in pa iz šole, vendar je zelo veliko odvisno od samostojnega osebnega razvoja. In danes predvsem delodajalci pričakujejo interes mladih. In mene pa zanima, ali vi iz vaših izkušenj, kako bi rekli, ali se mladi zavedajo izzivov in pa dejstev, kako se je pravzaprav treba angažirati, če želiš nekaj premakniti, nekaj ustvariti, nekaj dobrega napraviti zase in za družbo? Mladi se zavedajo vseh te stvari, bolj, kot si mi starejši mislim. Vendar se zavedajo na drugačen način, kot mi mislimo, da je standard. Standarde pa postavljamo sami, a veste. In največkrat jih postavljamo zase, za okolje, kot smo mi. Mladi pa prihajajo iz nekega drugega sveta danes. Ne? In postavljati njim standarde, ne, skozi naše oči je najmanj, kar je nepošteno. Drugič pa vprašanje, če je to tudi prava pot. In prvi znak, da to ni to, ne, je to, da se umakne v tišino in da z nami ne komunicira več. Ne. To je to. Torej, naši standardi, naš koncept ne deluje. In to, da se danes mladi odvračajo od izobraževanja, ne, da jih ne briga nekaterih, ne, kaj je v šoli, kako je, ali bo tisto šolo naredil ali ne, ali kaj takega, je točno to, da niso razumljeni. Ne, ker če bi bili razumljeni, tudi vsak zaposlen, ne, pričakuje, da bo razumljen, ker je vsak svoj individuum. Ne. Jaz ne bom nikdar pozabil, jaz sem imel, ga imam še v Pipistrelu, jaz sem še vedno zaposlen na Pipistrelu, by the way. Sem imel enega dobrega štromarja, ki je prišel mlad in pri nas je bilo vedno tako, ne, da prvih 6 mesecev smo videli, če smo za skupaj in če pač nismo bili, drugače so pa ostali ljudje pri nas, so še zdaj. In po 6 mesecih smo rekli, kaj bomo zdaj s tem našim božjim Elisom naredili, ne, ker se ne dobi v kolektivu, ne, ampak je pa strokovnjak. Ne. Sem rekel, dajmo pol pogledati, dajmo ga uno ekipo, ki so sicer bolj mehaniki in tako naprej, ampak mogoče se bo tam najdu. Ne. Tam se pa on ni najdu, ne, ker seveda je bil štromar in tako naprej. In tako smo ga, mislim, da 4 ali 5 selili okrog in pa so meni, moj management so mi rekli, lej, fant je idealen, je krasen, je genialc, ampak lej, nobeden ne more z njim delati in on ne more nikjer z njim delati. In sem ga povabil na kosilo in sem rekel, Elvis, po tistih 10 minutah o tem, kakšno je vreme in tako naprej, sem rekel, zdaj pa lej tako, od jutra naprej si vodja oddelka za elektriko. Potem me pogleda, kako bom jaz z njimi delal, če pa smo v konfliktu z vsem in tako naprej. Tako, da se boš vprašal sam sebe, zakaj si bil v konfliktu, ker zdaj boš ti njihov šef in ti ne bo več v interesu, da boš ti v konfliktu z njimi in da bojo oni v konfliktu stali. Dobi sistem, ker od jutri si ti šef oddelka za elektriko. Danes je tehnični za elektro, celega, bom rekel, departmenta tam in je poletel od naslednjega dne in vsi so zadovoljni in je komunikacija dobra in tako naprej. Pogruntati, ne, kaj ima nekdo v glavi, je najtežja stvar. To edini ženske za moške veste, ne. Ampak moški za ženske že ne vemo več, ne. Ampak to, da si vzameš čas, ne, in da vidiš in poskušaš zadevo rešiti,
na najbolj mehek možen način, ne pa bom rekel sistemu tudi mojih kolegov, ne, ja, klinc, dajmo ga se na trgu pol počaka in tako naprej, je tisto, kar naredi pol tudi dodano vrednost kolektivu, veste. Dokler je to kolektiv, je ena, ne. Ampak pa to v družini, ko zgubimo enega otroka na tak način, drugega, tretjega, da se nam odtuji, pol je pa malo teže, ne. In veste, včasih smo imeli tudi v šolah kakšne take bolj mehke predmete, ne, ko smo nekaj praktično delali, razno gospodinjstvo, tehnična vzgoja in te zadeve, ne. Tudi to je zbliževalo, ne. Danes je ta brezosebnost postala nekako standard, ne. In to se nam pozna tudi pol na osebnem zadovoljstvu, a veste, saj smo vsi Slovenci neki nezadovoljni, ne, pa pejmo malo ven pogled, bomo videli, koliko žuni živijo, ne, pa bomo videli, ali imamo res vzrok za vso to božjo nezadovoljnost in tako. Ampak to, da bi se začeli spet, bom rekel, pogovarjati, komunicirati in se razumeti, to bi pomagalo marsikje zelo dosti. In tukaj seveda vzgojne ustanove imate zelo, zelo veliko nalogo, ampak verjamem, da sistem, v katerem ste, tudi vas zahteva Excele in take in drugačne poročila in tako naprej, bolj kot to, kar bi tudi potrebovali, ne samo. Ja, hvala. Jaz bi kar ostala pri teh mehkih veščinah, o katerih ste zdaj govorili, in pa mehkih kompetencah, ki, kot vidimo, so vedno bolj potrebne in bi jih morali vključevati torej tudi v programe v šolah. Ampak kljub vsemu pri spodbujanju kreativnosti, inovativnosti v podjetju, kako, torej rekli ste, da prepoznate v ljudeh, kako bi naj šole v bistvu pripravljale, kako bi spodbujale, kakšno okolje bi naj ustvarjale tudi šole, da bi spodbujale to kreativnost in inovativnost, kar potrebujejo delodajalci, ali pa morda, če se vam celo zdi, da se ta kreativnost in inovativnost z leti zmanjšuje. Torej, kaj je tisto, kaj so v tem trenutku tisti največji ubijalci kreativnosti pa inovativnosti po vaših izkušnjah? Ja, predvsem je pomembno to, da ko si že v družbi, ne, v podjetju, je pomembno, da razumeš, da si del kolektiva in da si slišan, ne. Če bi vam jaz povedal, kakšen procent idej, inovacij je prišel od ljudi v podjetju, ki sploh niso bili s tistega področja, ne, ampak smo imeli ta sistem za iskanje inovacij in tako naprej, pa nagrajevanje inovacij in tako naprej, bi se začudili, ne. Dejansko ljudje smo bolj kreativni, kakor si mislimo. Veste, se je danes že za varno priti čez cesto je treba kreativnost, ne, če malo karikiram te stvari. Ampak ja, treba je pa se zavedati, da je to kreativnost treba motivirati. Motivacija je dostikrat tudi 5 evrov, a veste, ali pa motivacija je pa tudi dostikrat to, da je nekdo pohvaljen pred kolektivom ali karkoli. Motivacija je seveda tudi to, da rečeš, glejte, zaradi tako dobrih rezultatov bomo pa letos, ne vem, dobiček delili, zaradi toliko dobrih rezultatov bomo, ne vem, en delež podjetja razdelili med zaposlene in tako naprej. Vse to so motivacije tudi za kreativnost. A veste, niso samo te rekel, nagrade, ne, ali pa finančne vzpodbude. Ker če se tako poveže skozi to kreativnost in motiviranost, pol tudi vidiš dolgoročen smisel, da si ti del zgodbe, ne. Ne iščeš variant izven tvoje družbe. Glejte, Pipistrel je postavil dejansko tretji mejnik v letalstvu, to, kar je bilo že prej rečeno, ne. Leta 1927 je bilo certificirano za letalski promet, prevoz potnikov, prvo letalo na batni pogon, 1953 na reaktivni pogon in pol do leta 2020, ko je Pipistrel certificiral prvo brezemisijsko letalo za prevoz potnikov na električni pogon, ni bilo mejnika. Ampak to, veste, mladim nekaj pomeni, če so del take zgodbe, ne? In če vidijo rezultate, ne, potem ne bodo šli stran. Jaz od vseh inženirjev, ki veste, da so jih bi lahko vsi ukradli,
nisem z nobenim imel podpisane pogodbe, o zaposlitvi, ki bi vključevala konkurenčno klauzulo. Vsak je lahko jutro šel, pa ni šel nobeden. Zaradi tega, ker je videl, da največ, kar lahko on doseže, je, če je del tega kolektiva, ki je že zdaj dosegal. In motivirati mlade, da bojo inovativni, dejansko ni potreba. Treba je samo razumeti, kaj oni razmišljajo in kako razmišljajo, in tisto, kar razmišljajo, pogledati, kako se da to uporabiti. Šola ne more kreirati inovativnosti. Inovativnost pa lahko po drugi strani kreira industrija, če je šola dovolj, bom rekel, pametna ali pa sistem, da mlade vključuje v proizvodne ali pa druge procese v industriji, da vidijo, kaj s tistim, ki lahko svojo kreativnostjo doprinesejo, ja, govorim v oklepajih o praksi in tako naprej, da pridejo do konkretnih rezultatov svojega dela, da vidijo, kaj bi lahko neki naredili in kaj sploh pomeni rezultat njihove kreativnosti. Ker če mi govorimo o kreativnosti v razredu in na PowerPointih, je to drugače, kot pa tam, če prime stružnico, pa če vidi in tako naprej. Veste, jaz sem bil še, bom rekel, generacija, ko smo imeli ta vajeniški sistem, če lahko tako rečemo, in pol časa so bili, ne vem, so bile vajenške šole, ne, ali pa še več kot pol časa so imeli praktični pouk in so imeli seveda tudi teorijo, ne. Ta motivacija videti, kaj lahko s svojimi rokami narediš, ali pa svojo glavo in tako naprej, je zelo veliko gonilo kreativnosti. Hvala lepa. Moje zadnje vprašanje je bilo v bistvu za človeka, ki slišite, ne, da zelo malo spi, ampak mislim, da skoraj, da ste človek, ki nikoli ne spi. Vi ste vedno korak pred časom in zadnje vprašanje je bilo, kakšna je vizija za prihodnost. Ali se bomo prevažali v vaših, torej letečih taksijih, s pomočjo umetne inteligence ustvarjali nove vrednosti, oziroma kaj je tisto, kar vi vidite v prihodnje? A imamo čas do jutra? Mija? Ja, vizija za prihodnost je treba dejansko se zmeniti, na katerem področju, ali je to letalsko, ali je to na izobraževalnem področju, ali je to na, ne vem, ekološkem področju in tako naprej. Na kratko bi tako rekel, da kar je stalnica za razmišljanje o bodočnosti, so spremembe. Tako hitro, kot se bodo te spremembe zdaj dogajale, se niso nikdar prej. In osnova za te stalnice sprememb, če lahko tako rečem, ne bomo več samo ljudje, kar je do sedaj v zgodovini tega planeta bilo, ampak tudi produkt, ki smo ga ustvarili. In veste, jaz nisem prepričan in ne delim mnenja nekaterih sodobnikov iz tega sveta, da bo umetna inteligenca vedno podrejena človeku, ker ne bo imela čustev, ker ne bo imela ljubezni, ker ne bo imela vseh teh, bom rekel, mehkih delov, ki jih človek ima. Nisem prepričan. Ker tako hitro, kot se zdaj zadeve dogajajo, jaz mislim, da je možno, da bo umetna inteligenca začela lahko tudi sama razmišljati, čustvovati in se tudi obračati proti nam. In kar se jaz bojim od bodočnosti, pri vseh krasnih stvareh, ki jih tehnologija prinaša, je to, da se ne bomo znali ubraniti temu, kar smo ustvarili.